Danes vsem skupaj, namen današnje novinarske konference je pojasniti naša pogleda na dve ključni točki v tem trenutku. Ena je rebalans in pa razvojna strategija Slovenije in druga je pač zlato fiskalno pravilo. Pri zlatem fiskalnem pravilu bi sam še enkrat poudaril, da ostajamo na istem stališču, ko smo ga imeli že na začetku pri srečanju z gospodom Pahorjem in potem tudi 5. marca z gospodom Janšo kot predsednikom vlade. Jaz sem takrat opozoril, da pri nas bo to zelo odvisno od vsebine, ki bo razvidna iz rebalansa za leto 2012 in pa pripravljanje simulacij proračunov do leta 2015 vključno. To se mi zdi, da se mnogi spregledali, kajti ni vseeno, ali mi izravnamo proračun na nivoju družbenega bruto proizvoda 35 milijard, kot je zdaj, ali bo ta 40 milijard čez 3 leta. Tu je bilo moje sporočilo tudi na tem srečanju, ko sem opozarjal ostale predsednike parlamentarnih strank, da sicer bomo podprli začetek postopka, ampak to ne pomeni, da smo mi sprejeli zlato fiskalno pravilo. Potem smo pred zadnjim srečanjem, ki je bilo v ponedeljek, dobili zjutraj simulacijo proračuna, ki naj bila odsev razvojne strategije do leta 2015 vključno. In ključna pripomba moja, ki sem je tudi povedal tam, je, da v tej simulaciji proračuna, ko minister Šušteršič kaže enkrat prihodke in odhodke proračuna z ukrepi in brez ukrepov, je prihodkovna stran ista, se nič ne spreminja. In če se nič ne spreminja, prihodkovna stran pomeni, da enostavno ta vlada dela proračun in ga izravnava v letu 2015 samo na odhodkovni strani. In to je narobe, ker trdim, da ne gre za varčevanje, pa gre za uničevanje posameznih segmentov družbe, da gre za uničevanje javnega šolstva, zdravstva, kulture, tako da mi tega rebalansa takega ne moramo podprti in ga tudi ne bomo, razen če bo doživel res drastične spremembe ali bo celo nov vložen. In po tem srečanju, ko je bilo pojasnjeno, da je zlato fiskalno pravilo ključno za rešitev naše države, imam odgovor, da to ni res, kajti to je le odsev in pokaz strategije, ki jo bo ta država naredila. Je pa dejstvo, da bi sprejem tega zlatega fiskalnega pravila kazalo družbi dvoje. Prvič, Evropa bi dojela, da resno mislimo in to bi pomagalo pri pogajanjih za znižanje obrestne mere. In drugič, pokazalo bi v tem trenutku enotnost politike v Sloveniji, ki se lahko smatra kot kontra nagovor sindikatom. Dogovor tega je, da v mesecu maju naša stranka tega ne bo podprla v državnem zboru in predlog je, da še enkrat to razmislijo in poslanke in poslanci Pozitivne Slovenije skupaj z mano smo pripravljeni sprejeti vlado oziroma predstavnika vlade na enem skupnem srečanju, ki bi nam pojasnili še enkrat, zakaj pa menijo, da je zlato fiskalno pravilo tako nujno. Jaz sem govoril tudi z očetom slovenske ustave, dr. Bučarjem, ki trdi sicer, da to imamo že zapisano v naši ustavi v 148. in 149. členu in čakamo tu na mnenje eminentnih strokovnjakov, predvsem te skupine, kjer imamo svoja dva predstavnika. Zdaj pa, da se vrnem na tisto, kar je za Slovenijo mnogo bolj pomembno. Naš nastop ni nastop proti vladi. Mnogi nam očitate in pišete, da smo opozicija, ki se ne sliši, ki smo premehki, da ne uporabim še kakšno drugo besedo. Naš nastop danes in tudi vladi, da pomagamo državi z pravimi ukrepi za izhod iz krize. In izhajamo iz tistega, kar smo podpisali 7. januarja z še 3 strankami, Socialni demokrati, Državljansko listo in pa Desusom, kjer smo povedali ukrepe na prihodkovni in odhodkovni strani. Mi s temi ukrepi tudi na odhodkovni strani, ki so v primerjavi z sedanjimi predlaganimi praktično, poudarjam, praktično neboleči, ustvarimo v proračunu 900 milijonov dodatnih sredstev, ki pomeni zmanjšanje primanjkljaja. Vlada govori o 850 milijonih, ki jih dobi samo na odhodkovni strani. Pri nas je obratno,
naš delež je večji na prihodkovni strani. In bo kolegica Alenka, ki je tudi delala proračun, tako da pozna, povedala postavke, na katerih mi nahajamo ta sredstva, in je moj predlog, da se na podlagi teh postavk vlada in sindikati dogovorijo in res podpišejo socialni sporazum, kajti sicer se nam piše slab. Če gledamo to dopisovanje, ki gre po Twitterju po noči, da se nekaj čez dan dogovarja, potem se pa to po Twitterju poveduje, se misli, da to nima nobene pametne podlage. Če se ne bodo dogovorili, če bo prišlo do tega, da nasprotna stran samo da pobudo za referendum, potem ne bo nobenih proračunov, ne bomo imeli nobenih ukrepov, kajti prišli bomo v jesen praktično, da vede, ali so referendumi dovoljeni, julija pa avgusta, ampak to bojo drugi povedali, in če pridemo ali sprejetim, ali zavrnjenim referendumom v jesen, smo izgubili še eno leto. Na 7 mesecev lanskega leta, ki so bili tudi izgubljeni v reševanju pomembnih reform za Slovenijo, pomeni, da smo izgubili leto in pol, in to je tisto, kar si ne smemo dovoliti. Jaz še enkrat poudarjam, neodgovorno je od vseh, ki predlagajo, da se ukine projekt drugi tir železnice oziroma preloži v bodočnost. S tem ne samo, da uničujemo železnico, s tem tudi onemogočamo razvoj naše Luke Koper, ki bi lahko bila okno v svet in nas bodo drugi prehiteli. Se pravi, da pada tudi potem potreba po tretjem pomolu v Luki Koper. S tem, da ne gradimo tretje razvojne osi v Belo krajino pa na Koroško, pomeni, da tudi te kraje puščamo in jih zanemarimo in onemogočamo razvoj. In potem, ko je ta država že plačala skoraj 60 milijonov evrov za nakup zemljišč za drugi tir železnice in bi lahko zdaj dobila skoraj 5 milijonov evrov iz evropskih sredstev, poudarjam, je neodgovorno, da to ne vzamemo, kajti s tem bi omogočili našim gradbenim podjetjem, ki bi morala biti najugodnejša, da opravijo pripeljana dela in s tem zagotovijo delovna mesta. Ali si vi kaj predstavljate, kaj bi bilo, če bi lahko Primorje ta dela dobilo in bi ta del izvajalo, kar pomeni, da bi lahko imeli podjetje, ki ima 1000 zaposlenih s svojimi hčerinskimi družbami, rešeno. Znanja, referenci ima zadosti. DDV. Mi predlagamo namesto ene točke 2 točki, ker je ta potreba, samo zgornje stopnje. In iz svojih nekdanjih časov v Mercatorju, kadar smo primerjali potrošno blago, smo vedno gledali, kaj se dogaja v sosednjih državah, ker je normalno, da gre nekdo iz Sežane čez mejo, Trst ali iz Gorice v Gorico ali iz Maribora v Graz. In v Italiji imajo DDV zgornjo stopnjo 21, v Avstriji 20, na Hrvaškem 25, v Mačarskem 27. Te 2 točki trdim, da ne bi imeli vpliva na ceno. Do računa, da je to 2% na 20, 10% povišanje, je treba tako dodati, da je to samo na 20% strukture cen, ne na celotno ceno. In trdim, da ne proizvajalci, ne trgovci ne bi imeli poguma, da bi to vključili in dvigali ceno. Ta vpliv bo minimalen in to je pravim iz izkušenj, ki sem jih imel prej v 8 letih Mercatorja, ko smo se primerjali s tujino, s sosednjimi državami. 2 davka, ki priložimo za 1 let, ki je že sprejeto, nam prinaša dodatne milijone v prihodkih in pa na kontrolni strani interventni zakon podaljša do konca leta, kar so sindikati ponudili, in takoj začeti z vsemi 4 reformami. 3 so bile lani predlagane, še zdravstvena, in to je tisto, kar bo pokazalo Evropi, da smo sposobni sprejeti reforme in mi jih takoj podpremo, in to je tisto, kar zadostuje tudi, da lahko znižamo obresti na tuje kredite. Toliko za uvod.